V rudniku so bile na preteklih stoletjih zaposlene tudi ženske, potem pa se je s posodobitvami proizvodnje rude v rudniku so ženske izgubile zaposlitev in so bile primorane iskati druge poti za skromen zaslužek, ki bi doprinesel družinskemu proračunu. In takrat so se Idrijčanke številčno oprijele klekljanja. Klekljanje je bilo v Idriji pravzaprav v preteklosti pomembna gospodarska panoga. Čipkarska šola v Idriji pa je bila ustanovljena leta 1876. Čipkarska šola Idrija je največja čipkarska šola na svetu po številu učencev. Letos jih imamo 460 otrok in mladih in preko 150 odraslih. In pa najstarejša čipkarska šola na svetu, ki od ustanovitve dalje deluje neprekinjeno. Čipkarska šola ni poklicna šola. V čipkarski šoli Idrija se uči klekljanja, kdor si pač to želi, v svojem prostem času. Povprečen naš učenec potrebuje 4 do 5 let, da je tako suveren in samostojen, da bo tudi brez vodstva učiteljic čipke v določenih tehnikah izdelal dobro in kvalitetno tudi sam doma. V izobraževanju za odrasle je program zastavljen malce drugače, tako da preprostejše tehnike se udeleženke običajno že v enem letu naučijo samostojno izdelati. Za izkušena klekljarica bi to čipko, ki jo jaz zdaj klekljam, izdelala približno 15–16 urah. Učenke čipkarske šole pa v zaključnih letnikih klekljajo prave mojstrovine, idrijske čipke, v katere vložijo tudi 200 ali pa 300 ur klekljanja, včasih tudi več.
Na razstavi prikazujemo tako majhne čipke kot velike čipke, vse delo klekljaric iz preteklosti, pa tudi v današnjem času. Za nas je vsaka čipka pomembna, vsaka je dokaz neskončne potrpežljivosti, znanja, vestnosti. Vsaka nosi svojo zgodbo. Zelo ponosni smo pa prav na tisto največjo čipko, na pravzaprav klekljan prt, ki ga imenujemo tudi Jovankin prt in ima dimenzije 3 metre krat 1,80 m in je danes tisti naš najprestižnejši predmet, ki ga pravzaprav razstavljamo v muzeju. Seveda zaradi močnega sporočila, zaradi zgodbe, ki jo nosi, in seveda tudi zaradi tiste neskončno lepe izdelave in truda vseh klekljaric, ki so ga izdelale tam konec 70. let 20. stoletja.